Živja družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa, težko jo opišem z eno ali pa z dvema besedoma, bom kar opisala. V kakšnih situacijah se znajdemo ob druženjih, kako nam lahko pomagate, pa par takih mini nasvetkov, no, kako nam olajšate bivanje v druženju z vami. Prva situacija je že, ko se približamo družbi. Recimo, da je ena večja miza ljudi. In prej, ko sem videla, sem jasno šla brez problema lahko od enega do drugega in vsako osebo pozdravila, ampak zdaj se mi pa ta zadeva zakomplicira. Tako da jaz največkrat prosim tega, da me spremi in da lahko pozdravim vse udeležence druženja. Druga možnost bi bila pa ta, da se jaz enostavno usedem na moje mesto in da bi vsi, ki so prišli na srečanje, da se mi približajo in me pozdravijo. Zdaj, ta zadeva je mogoče teoretično lažja, ampak v praksi se pa ne izkaže za najboljšo. Zato, ker na srečo velika večina ljudi vidi in enostavno ne pomislijo tako daleč, da imamo mi svoje omejitve in da se nam težko približati njim in ne razumejo da je lažje zanje, da se približajo nam. Zaradi tega jaz osebno raje prosim tega, da mi pomaga pri tem. Druga zadeva, drugi izziv, s katerim se soočimo, je pa, kako se usesti, ne? Da ne pademo po tleh, da ni kakšne nesreče. In midva sva imela kar velike težave. V začetku mi je razlagal, pojdi malo bolj na desno, potegni stol k sebi, majčkeno bolj v levo, in to je bilo frustrirajoče. On je čisto se zafrustriral, ker ni vedel, kako še pojasniti, jaz nisem razumela točno, nesporazumi so se dogajali, tudi kakšna nesreča smešna se je vmes zgodila. Ampak sem zelo hvaležna eni mojih prijateljic, ki mi je dala en zelo enostaven nasvet, ki 100% deluje. In sicer je zadeva zelo enostavna, kako lahko pomagate osebi, ki ne vidi, da ve, kam in kako naj se usede. Enostavno. Primete roko osebe, ki ne vidi, in postavite na hrbtni del stola, kamor se bo oseba usedla. Zdaj kaj, če pa ni stol, če je pa klop, pa položite roko na klop, kamor se bo oseba usedla. Se pravi, to je meni zadosti dobra informacija, da vem, da je tukaj naslonjalo in vem, da je spredaj mesto, kamor se bom usedla, tako da se jaz brez problema sama usedem. No, zdaj, ko sem se pa udobno usedla, si bomo pa predstavljali, da smo v restavraciji. Ne vem, koliko slovenskih restavracij ima menije v brajici, tukaj v Mehiki jih ima kar veliko. Ampak jaz sicer berem lahko v brajici, ampak sem tako počasna, da bi jaz umrla od lakote, preden bi prebrala vse variante z menija in nekaj zbrala in da mi servirajo, tako da je zame v veliko pomoč, če mi natakar ali pa če mi oseba, s katero grem jaz, če mi pove, kakšne možnosti so na izbiro. In ja, če ste vi slučajno natakar ali natakarca, lepo prosim, vprašajte nas direktno, kaj bi jedli, kaj bi pili, ker res je, da ne vidimo, ampak imamo pa svoje želje, svoj okus in pogovarjamo se pa lahko z vami, tako da bi vas prosila, da ne sprašujete naših spremljevalcev, kaj bi mi želeli jesti. Zdaj, natakarji običajno postavijo pijačo ali pa karkoli je pred nas, brez da bi povedali, kje točno je. Če se dovolj skoncentriramo po zvoku, lahko vemo, kje je, sicer pa vedno lahko vprašamo osebo, ki nas spremlja, lahko vprašamo, kje je kozarec. Za pribor je fino, če je kamorkoli gremo, tudi če je na kakšno druženje doma, da je na svojem mestu, se pravi na naši desni nož in žlica in na levi vidica. Zakaj? Zaradi tega, da se ne trudimo preveč iskati, kje je kakšna stvar. Krožnik pa itak pred nas postavijo. Zdaj, v primeru, da gre za kakšno srečanje doma, če postrežete pijačo v kozarec, vi, ki ne vidite, je najbolje, da postavite roko tako, da je z dlanjo navzgor in malo privzdignete prste, da vam lahko postavijo kozarec v vašo dlan in tako brez težav primete v pravem trenutku na prav način kozarec. Ker če jo primete tako, kot smo prijemali prej, ali pa, če ste prej videli, lahko, da ne primete prav kozarca in lahko spolzi med rokami. No, jaz pravim, da je vsak moj grižljaj, da je grižljaj presenečenja.
Ker če tudi vem, recimo, kakšna hrana je na krožniku, ne vem vedno točno, kje se nahaja. Ampak so pa določene stvari, ki nam jih pa lahko prišepnejo, kje jih bomo našli. Recimo danes imam krožnik s slastnim sadjem in mi bo Diego pomagal povedati, kje se nahaja kakšno sadje. Diego, ¿me ayudas por favor a decir dónde está la fruta? A las 12 las manzanas, Aha, pravi ob 12 jabolka, se pravi, morajo biti tukaj. a las 3 las mandarinas, Ob 3 mandarine, a las 6 la papaya, ob 6 papaja, a las 9 los plátanos. ob 9 banane. Če ste opazili, je za orientacijo ura, a ne, pač kakor so ure na uri razporejene, to nam pomaga vedeti, kje je kaj. No, še ena zadeva se mi je zdajle posvetila. Recimo prideš na kakšna družinska ali pa prijateljska druženja in se usedeš, ti lepo postrežejo, ne vem, kakšno gazirano pijačo ali pa sok, ti postrežejo kakšen prigrizek, potem pa se začnejo vsi veselo klepetati. Ti poješ tisto peščico prigrizka, ki si jo vzameš, ne, in potem vsi ostali pač jemljejo od tam, kjer je, tebi pa velikokrat pozabijo še enkrat ponuditi, zaradi tega pač, ker uživajo v pogovoru z družbo. Tako da, če se spomnite, lepo prosim, ponovno ponudite čez čas še enkrat prigrizek ali pa pijačo za nas. In jaz sem imela že tudi eno ne toliko prijetno izkušnjo na pač eni prireditvi, in sicer je bil zaključek šolskega leta nečakinje, politične nečakinje. In sicer je bila glasba tako na glas, da ne vem, so bili zvočniki tik pred tem, da bi jih razneslo. In ker je moja edina informacija za pogovor je zvok, a ne, in jaz ne morem pač brati z ustnic oseb, ki govorijo, sem, ne vem, po 10-15 minutah obupala in nisem poskušala več komunicirati z ljudmi, s katerimi sem sedela za mizo. Nisem imela neke negativne naravnanosti, nisem bila jezna, nisem bila žalostna, enostavno so bile takšne okoliščine. Pomembno je bilo, da sem pač jaz takrat spremljala mojo nečakinjo, da me je videla tam, da sem bila del pač dogodka, ni pa bil nek moment za klepet. In tudi osebe, ki vidijo, so mi rekle kasneje, da tudi so kmalu obupale s komunikacijo, ker so bile enostavno drugačne razmere. Upam, da vam je moja izkušnja pa kakšen mini nasvetek pomagal, da se ne boste počutili tako, ne vem, neugodno, če slučajno boste kdaj v družbi s osebo, ki ne vidi, in pa da boste mogoče imeli kakšno idejo, kako pomagati. Vidimo se naslednji četrtek na mojem kanalu. Ne pozabite, da me vedno lahko kontaktirate na moj e-mail naslov in mi poveste, kakšne občutke imate ob kakšnem snemanju, kakšno idejo imate, kaj še bi se dalo posneti, in se vidimo tukaj v četrtek. Živjo!